Hejla, dragi moji, evo, lep pozdravček spet v moji družbi, dragi moji popotniki. Spet bomo šli na eno tako zanimivo popotovanje, tokrat spet eno tako notranje popotovanje si bomo vzeli čas. Zunaj pri nas pada dež, verjetno tudi pri vas. In tukaj piha burja, da bo zdaj kaj odnesla. Jaz toliko se navajena sem na vipavsko burjo, ki piha tudi 200 km/h, ni mi bil noben problem, ampak se mi zdi, da odkar sem prišla sem v Brkine, da ta burja je še močnejša kot vipavska. Očitno meni je burja prav usojena, moj stalni spremljevalec skozi življenje. No, tako da sem danes rekla, glede na to, da je slabo vreme, da ne morem biti od zunaj, bom pa pač naredila dejavnosti, ki jih lahko izvedem znotraj. No, in ena takih dejavnosti, ki je meni zelo všeč, je tudi snemanje videoposnetkov in posnet kakšno dobro in zanimivo misel, ki sem jo sama spoznala na svoji poti in jo z vami podeliti. To mi je tisto, kar mi je vedno bilo všeč in vedno mi bo in od tega ne bom šla proč, no, ker to je tisto, kar raste z mano in je v meni. Tako da tudi vi, če imate kakšne kaj takega, kar vas veseli, kar vas dela polne, kar vas izpolnjuje, kar žarite, ko to počnete, dajte čim več tega ven iz sebe. Pa ni važno, ne se ozirati, kaj drugi mislijo, kaj drugi vam govorijo. Tudi včasih imamo mnenje sami pri sebi, da nismo dovolj vredni ali da tega ne znamo. Pustite vse te očitke na stran in sam dejte. Začnite to početi in boste videli, da počasi se vam bo odprlo in boste vedno bolj samozavestni v tem, kar počnete, in tudi boste vedno boljši v tem. No. Tako da, če bi jaz poslušala samo sebe in če bi poslušala vse ostale, ne bi nikoli snemala videotov. In to je tisto, kar me veseli. In zakaj tega ne bi počela? Zato, ker sem vesela, ker me izpolnjuje, ker me napolni z energijo in me napolni z veseljem. In če pri tem še komu lahko pomagam, sem še toliko bolj vesela. Tako da, evo, nikoli se ne ustaviti, če imate nekaj, kar vas veseli. No, evo, prvo misel, sicer nisem pričakovala, da bom o tem govorila, ampak tako pridejo, spontane stvari pridejo. No, ja, in tudi recimo še to lahko omenim, recimo, jaz sem rekla, danes sem snemala videoposnetek, ker je od zunaj mrzlo, slabo vreme in ne morem biti od zunaj, ker lahko bi bila od zunaj in bi sijala vrt in sadila po vrtu in plela po vrtu in kopala po vrtu, lahko bi šla nabirati zelišča, ki jih je že toliko zunaj, zdaj pri nas je začela lih fajn bezga cveteti, bo spet bezgov sirup, pa za milo bom sušila bezgo, ki moram mila narediti. No, sem mislila, da mi bo danes uspelo eno rundo mil uliti, ampak očitno bo to počakalo na jutro oziroma en drug dan, ker danes mi vsega ne bo uspelo. Tako da, če tudi vi, če imate dejavnosti, če imate ful dejavnosti, ne veste, kako bi to vi izvedli, kako bi vse dejavnosti stisnili v vaše življenje, si jih preprosto organizirajte tako, da tiste dejavnosti, ki lahko počnete ob lepem vremenu, dajte jih takrat početi. In tiste dejavnosti, ki lahko počakajo na tiste mrzle, deževna vremena, ko ste lahko od znotraj počnete, dajte jih takrat počneti. Če ste pa taki, ko jaz, ker bi radi vse to neki miks naredili, vse zmešali in bi vse naenkrat vse radi naredili, je najboljše, da potem zjutraj, ko ostanete, si rečete, kaj bomo pa danes lepega počeli, kaj bi bilo tisto, kar bi jaz danes počel, in potem greste za tistim, kar vam pride ali prvo na pamet, ali tisto, na kakršen način že vam pridejo želje v vaše telo. Enim prijo skozi misli, drugim prijo skozi slike, eni preprosto vedo. No, imamo različne kanale. Tako, ok. Včeraj smo govorili o odnosih. Odnosi so ena taka tema, ena glavna tema v mojem življenju, vsej verjetno še v marsikaterem življenju, ampak nekateri imamo na temo odnosov več težav, nekateri imate nekoliko manj težav, no. In zato tisti, ki imamo več težav, se nam zdi to še toliko bolj pomembno in še toliko bolj vlagamo v to področje in se učimo in iščemo znanje in rešitve in kako bi lahko to lepo vse skupaj zapakirali v eno tako harmonično življenje, ne, da nam bi vse steklo tako, kot je treba, čeprav ne gre vse zmeraj tako. Včeraj smo omenili, oziroma nismo omenili, samo omenila, da če želimo imeti čudovite odnose, da moramo najprej poznati sebe, da je treba pogledati svoje ranjenosti, da je treba prečistiti vse vzorce, treba prečistiti vse ujetosti, vsa ujeta čustva, ki smo jih zaprli v naše telo in se nismo hoteli soočati z njim, ker to je ima zelo pomemben vpliv na naša življenja in kako bomo delovali v odnosi z drugimi. No, zelo pomemben dejavnik pri odnosih je pa tudi to,
da poznamo, kaj je dejavnost ženskih in kaj je dejavnost moških, da poznamo, kaj je značilno za žensko energijo in da poznamo, kaj je značilno za moško energijo. Ker ženske in moški smo si različni. Tisti, ki poznate, ne vem, se mi zdi, da je celo knjiga je, ženske so z Venera, moški so z Marsa. In to ni kar tako napisano in povedano, ker smo si različni. In če ne poznamo, kako funkcioniramo eni in kako funkcionirajo drugi, pridemo do težav, pridemo do problemov, se začnemo kregati in partnerstva potem grejo, ker ne znamo skomunicirati, si ne znamo povedati, ne znamo priti skupaj, gredo narazen. In zdaj je že letošnje leto, sem jaz, ne vem zakaj, imam leto na tem področju tako intenzivno učenje, no. In letos predelujem, se mi zdi, da imam mogoče, če bi mi kakšna vedeževalka to pogleda, verjetno imam kakšno karmično leto, tako da predelujem za vse nazaj in verjetno tudi za vse naprej. No, ampak imam čas, itak imamo koronco tukaj, itak smo zaprti, tako da cajta imam na pretek. Sicer ja, je šola nadaljavo, mi vzame veliko časa, ampak vseeno sem si vzela, to karanteno sem si res tako vzela, da bom nekaj naredila iz svojega življenja, iz letošnjega leta, ne samo iz svojega življenja, itak sem že ogromno naredila. Ampak da bom še več naredila, no, kot sem že do sedaj, no. In ja, letos se učim o odnosih in zdaj tako, ko pregledujem vse moje odnose za nazaj, pa z mojimi otroci, pa z mojimi bivšimi partnerjemi, pa z mojimi prijatelji, pa z mojimi prijateljicami, pa staršmi, pa sorodnikmi, v glavnem vse odnose za nazaj. In zdaj, ker vem, kakšna je vloga, približno, itak to je večno raziskovanje, ampak približno vem, kakšna je vloga moškega in kakšna je vloga ženske, in ko se pogledam, kako sem jaz delovala skozi preteklost, si rečem, a ni znalo to priti znanje k meni že, ne vem, ko sem bila v plenicah, da bi tu vse bolj gladko teklo skozi življenje, ne. Ampak vedno pravijo, vse pride ob svojem času, ob pravem času, očitno je zdaj tak čas, da sem začela jaz se poglabljati v to temo. Sicer fajn bi bilo vselih, da bi prišlo ful nazaj. Zato, ker tako, ko pogledam, kakšne napake vse sem delala, samo zaradi tega, ker nisem poznala sebe, ker nisem poznala svojih hranjenosti in ker nisem vedela, kakšna je moja ženska vloga v tem svetu. Ker vsak izmed nas se je rodil v določen spol. Eni smo ženske, drugi ste moški. In tukaj v ta spol se nismo samo tako rodili, ne, zdaj jaz sem ženska, jaz bi bil rajši moški, ne. Tako, to vlogo smo si izbrali zato, da se bomo v tej vlogi preizkusili, da bomo dali maksimalno, da bomo rasli skozi to vlogo, no, na tak, da povemo bolje. Tako da, in zato je zelo dobro, da poznate svojo žensko vlogo in svojo moško vlogo. In prav zaradi tega nepoznavanja, oziroma ker se je to zgubilo skozi leta, kaj je vloga moškega, kaj je vloga ženskega, in zaradi tega, ker so nas ženske skozi leta trpinčili in nas niso spoštovali, nas niso cenili, smo se ženske izgubile, smo se v tej naši vlogi. In zato je zdaj toliko bolj pomembno, da se poiščemo oziroma zdaj vidimo v svetu, kako je to zelo pomembno, da znamo funkcionirati v svoji vlogi. Zato, ker danes smo ženske, smo moški in moški ste ženske, smo vloge zamenjali in ženske trpimo, ker rade bi bile ženske, in rade bi bile moški, ampak ta moška vloga nam ni prirojena in se jo opravljamo in jo znamo opravljati in super smo v njej. Jaz vem, da vsaka izmed vas odlično opravlja moške vloge, tudi jaz zdaj, ker sem sama, pač moram biti in vodovodar in inštalater in moram kopati vrt, no, dobro, se mi fantje pomagajo, da ne bom jih stavila v nič, so super, ampak se moram tudi jaz preizkusiti v moški vlogi in saj mi ni problema in naredim in znam, ampak ni to, jaz moram porabiti ogromno moči, recimo, da prekopljem vrt, medtem ko moji fantje pridejo, 3krat zakopljejo in vrt je prekopan. In s tem, ko jaz porabim toliko moči, in ta moč, mislim, tu mi ni prirojeno kot ženski, da bom jaz toliko enega napora vlagala v nekaj, kar ni zame. Zato, ker za ženske je to, da skrbimo za družino, da skrbimo za otroke. Tukaj vlagamo tudi tukaj napor, ampak ta napor nam je prirojen in to delamo tako, malca, medtem ko tisti vrt kopati, je pa za nas en ful velik napor. In taki napori, ker nam niso prirojeni, nas starajo, se postaramo, poratamo sive, ratamo grde in velikokrat se sprašujemo,
Zakaj sem se začela tako hitro starati? Ja, zaradi tega, ker ne upravljaš tistega, kar ti je bilo prirojeno, za tisto, kar si se rodila, ampak upravljaš čist nekaj drugega in zato se tvoje telo s tem pač ne strinja. Tako da je zelo pomembno, da začnete raziskovati, kaj je vaša vloga v tem svetu. Če ste moški, kakšna je vaša moška vloga, in če ste ženska, kakšna je vaša ženska vloga. In šele takrat, ko bomo moški in ženske poznali svoje vloge in začeli delovati iz teh naših energij, in ko bomo znali tudi v sebi te energije zbalansirati, postaviti v harmonijo, zato ker vsakemu izmed nas je tako ženska kot moška energija in pomembno je, da jih zbalansiramo. Ampak ena izmed teh energij prevladuje. Meni kot ženski prevladuje ženska energija. Tebi kot moškemu prevladuje moška energija. In ena energija brez druge ne mora. Sta enakovredni, ampak kljub vsemu vsaka ima svojo nalogo. Tako da recimo, ker se ženske hočemo enačiti z moškimi, nismo enake moškim in nikoli ne bomo enake moškim. Ja, lahko se trudimo, lahko vlagamo, lahko jim dokazujemo, ampak moški so na enem področju boljši in mi ženske smo na drugem. In če bi to funkcioniralo in če bi v tem še naprej delali in če bi tako tudi funkcionirali, bi odnosi bili veliko boljši, ne bi bilo toliko ločitev in ne bi bili tako izgubljeni v tem svetu. Ker danes, ker gledam odnose, pa ne samo moje, ampak tudi druge, ker opazujem ljudi, kakšne odnose imajo, kako funkcionirajo, kam gre družina. Družina bi mogla biti nekaj svetega, ampak danes družine ni več, družine ne obstajajo, družine so ranjene, so polomljene, odnosi so polomljeni, odnosi so ranjeni, ženska energija je ranjena, moška energija je ranjena in zato, ker je vse to med seboj prepleteno, ker je vse to med seboj ranjeno, ja, imamo ranjen svet in živimo v svetu, kakršnem živimo in se kritiziramo in pljuvamo en čez drugega. Ampak če bi vzeli spet svojo moč nazaj, če bi se spet šli v svojo vlogo, če bi prepoznali svojo vlogo in se začeli poučevati, kaj je naša vloga v tem svetu, bi se odnosi popravili, bi se svet popravil, ker celoten svet temelji na odnosih. Evo, tako na kratko, ker sem rekla, da moram delati čim krajše videoposnetke, ker res, ker začnem govoriti in se ne ustavim in lahko naredim eno diplomsko nalogo ven. Tako da naj bo ta čas karantene, zdaj knjižnice se mi zdi, da so se odprle, ampak tudi na YouTubeu dobite ogromno videoposnetkov, dobite veliko literature, na Googlu dobite, zdaj stric Google zmerom vse ve. Imate zdaj v tem času karantene, sem bila prav presenečena, koliko ljudi daje različne seminarje, ker so zastonj in iz vseh teh seminarjev, ker so na to žensko, moško energijo, na ranjenosti, lahko sestavljate koščk po koščku, ni treba, da daste, če nimate denarja, da vlagate ne vem koliko denarja, ampak iz tega sestavljate mrvice. En seminar vam pokaže eno vajo in delate tisto vajo, potem imate drug brezplačen seminar, ki vam pokaže tretjo vajo in spet greste s tisto vajo naprej in tako odkrivate in iščete in ko boste imeli denar, si boste lahko prvo šli en bolj konkreten seminar. Ampak zelo pomembno in fajn je, zdaj, ko imamo vsi čas, ko smo zaprti, namesto da se pretožujemo, da ne upamo iti v trgovine, da ne upamo iti na plažo, da ne bomo mogli iti na morje, vzemimo si ta čas za to, da raziskujemo, kdo smo, kaj želimo, kaj bi radi od življenja, kako bi lahko boljše funkcionirali skozi življenje in kako bi naše odnose oplemenitili, kako bi lahko bili še boljši, kako bi lahko mi zacveteli in vsi, ki so okrog nas, zacveteli. In zdaj imamo eno tako čudovito priložnost, da lahko to naredimo. Evo, želim vam čudovito odkrivanje vaših energij, odkrivanje vaših odnosov, odkrivanje vaših ranjenosti. Želim vam čim več potrpljenja pri tem, pejte počasi, ne obupati, vse bo prišlo korak za korakom. Važno je, da se ne predate in da greste po poti naprej in da potujete in prej ali slej boste prišli do končnega cilja in tisti cilj, jaz verjamem, da bo čudovit. Zato, ker že tiste vmesne postaje, ker pridejo, so čudovite, kakšen je pa lahko šele cilj, ko pridemo do njega. Evo, imejte čudovit dan, uživajte, se vidimo kmalu, upam, da bo kmalu kaj lepše vreme, da bomo malo uživali v sončku, ampak potrebovali smo dež, zemlja je bila suha, zdaj se bo zemlja fajn napila, da bo vse lepo zacvetelo in naraslo, tako kot je treba in da bomo cveteli in rasli
tudi mi. In da potem, ko bo konec te epidemije, ko bo konec te karantene, ko bomo lahko prišli ven, da bomo vsi žareli, cveteli in začeli oblikovati novo življenje, nove odnose, nove situacije, nove dogodivščine in da bo naše popotovanje dobilo čist eno novo smer, en nov zagon in eno novo luč, svetlobo, ljubezen, karkoli. Okej, imejte se lepo in se vidimo kmalu. Čau!